Bože, sačuvaj. Ne, stari, ne. Čak malo komotar, prej 5 let nič, zdaj pa v enem letu 2 Subaruja. Kva bi šele bilo, če bi prišel še kakšen Outback. Drugač pa, tale model se imenuje Subaru XV. Jaz se še zdaj spomnim, ko sem ga srečal prvič. Mislim, da je bilo leto 2011, mogoče 2012, takrat sem bil še na Siolu. Oranžen je bil testen avto in smo ga vsi malo tako izpod oka gledali. Čak, kva pa ti za en model? A veš, takrat križanci niso bili neki splošno zelo uveljavljenega, ne? Prišel je kot neke vrste nadgradnja takrat klasične Impreze, ampak se spomnim, da kljub temu, da je bil totalen rookie, da se je precej hitro prijel. Dobro, pa stisnemo fast forward za švog 10 let in v tem času je Subaru XV postal en tak dobro uveljavljen avtomobilski veteran. Kaj moraš vedeti? Po sami goli osnovi je zelo podoben tisti Imprezi, ki sem jo testiral nazadnje. Konec koncev gre za enako izvedenko z imenom e-boxer, kar pomeni, da boxerskemu bencinarju pomaga tudi elektrika. Celoten pogonski sklop je pa še vedno vezan na tradicionalen, klasičen, stalni 4-kolesen pogon. Motorni gon nosil 2-litrski bencinski, okrog 110 kW, pa švog 200 Nm navora. Pomaga mu pa 12,3 kW sinhron elektromotor, katerega posebnost je, da je pravzaprav integriran v hišje CVT menjalnika. In to celotni enačbi doda za dobrih 60 oziroma 66 Nm navora. Baterija ta je zelo majhna, za dobre pol kilovatne ure kapacitetne zmogljivosti ima. To res ni veliko, ampak moram pa priznati, da se to v praksi pozna na vsakem koraku oziroma prevoženem metru. A veš kako? Celoten avto je zaradi tega veliko bolj odziven. Ko ti stopaš na gas, se vse skupaj veliko prej zgodi, kot če bi bil na voljo samo pogonski sklop povezan z notranjim izgorevanjem goriva. Skaj sem zakompliciral to stavko? Pač bolj se zgane. Dobro, pa kaj še prav teorija? V osnovi bi, če bi bile razmere res idealne, s tem avtomobilom lahko zgolj na štrom pelil do hitrosti tam okrog 40 km/h. Pa skupnega električnega dosega je za, mislim, da 1,3 km, nekaj takšnega. Ampak z idealnimi pogoji, pa dobro veš, kakšni so, ne? Zelo redko ti pridejo nasproti. Ti komotar, pa razlož, ne? Zakaj pa Subaru to sploh ponuja? A veš, o čem je fora? Poslovili so se od dizlov in kakršnakoli električna pomoč, ki si jo lahko špogaš, ti pomaga učinkovitosti, a.k.a. porabi. Tako, vse lepo pa prav, ne, ampak stari telefon bom pa vsem še malo rabo predvsem. Dobro, kaj pa XV sicer kot avto? Lej, Jure Gregorčič je za Motor Review super napisal. Rekel je, da je kljub elektrifikaciji zadržal svoj klen značaj. In s tem se absolutno strinjam. XV je eden tistih avtomobilov, ki te 1, 2, 3 prinese naokoli. A veš kako? Jaz sem recimo skoraj prepričan, vkolikor sicer ne poznaš, kaj vse Subaruji zmorejo, da imaš feeling, da bi vsak povprečen SUV znal prelest višji pa dlje na terenu, kakor tale. Kaj smo rekli, en tak navaden križanc. Ne toč, ne imaš. Ne, stari, ne. Koliko se motiš? Ker veš, polk začneš oči malo metati na kolesa, pa na to, koliko lufta je med kolesi pa karoserijo. Tamle vidiš? Pa če bi se spravil na kolena, ne, pa šel gledat, ti posluši, koliko je pa tale trebuh oddaljen od tal, pa bi ti jaz rekel, da je to 22 cm. In pol bi to na novo pridobljeno znanje združil z dejstvom, da je Subaru simetričen 4-kolesen pogon. No, najmanj, kar lahko rečem, da je zelo sposoben. No in kad te podatke na kup zmečeš, pravzaprav dobiš terenskega SUV killerja, ker ta avto je sposoben prelezati mrskam. Subaru dobro ve, kaj dela in učinkovito razporejanje navora ima v krvi. Pravzaprav, če je panika, če je sila, lahko vas navor, ki ga ima, zmeče na sam en kolo. Noben problem. Izkušnje štejejo zelo veliko. Pol pa zraven dodaš še dejstvo, da ima XV eno najbolj togih karoserij segmenta. Inače vse to prispeva k tem, da se avto zelo dobro znajde na terenu, ob tem pa ne pozabiti, da se ne zanaša na kakšne mehanske zapore diferencialov in tako naprej. Dobro, pa česa še nisem omenil, ne? Pejmo noter. Lej, tukaj na sredinskem grebenu imaš tudi tipko X-Mode, vidiš? In ko jo stisneš, lahko zbiraš med dvema različnima off-road programoma, ali Snow Dirt ali pa Deep Snow.
MUD. No in elektronska pomoč je pa tista, ki prispeva zadnji delček k temu off-road mozaiku. Pa imaš pa recimo še različna pomagala, ker takrat, ko vklopiš ta X-Mode oziroma zbereš terenski program, se tukaj na sredinskem naslonu, bože sačuvaj, sredinskem zaslonu, tak en zelo majhen ekranček pod šipo na vrhu armaturke. Vidiš, imaš še dodaten prikaz naklona vozila, pa v katero smer so obrnjena kolesa, pa predvsem pa, ko se voziš, kako in na kakšen način se na vsa 4 kolesa razporeja navor. Poglej, kabinsko okolje spominja močno na tistega v Imprezi, je precej razgibano, seveda boš takoj opazil klasično zasnovo, to se pravi klasične gumbe, predvsem za upravljanje s klimo, pa tukaj na sredinskem grebenu sem prej že omenil, na desni strani old school stikala za gretje sedežev, pa na levi strani vklop X-Moda, pa auto hold, pa seveda tudi elektronska oziroma električna ročna, pa tam noter še USB vhodi, športne stopalke, pa je tako razmeroma športen pa debel volan, prijetno sede v roko z velikimi robustnimi stikali iz trde plastike, to nekako ustreza celotnemu značaju avtomobila. Pa v drugi vrsti moram reči, da je kar dosti prostora. Mislim, vozniški zid se zdaj naštima namreč, prav 175, placa za koleno, ogromen za glavo. Prav tako. Pa mogoče še en zanimiv podatek, mimogrede, ne? Tale prtljažna vrata so verjetno najlažja prtljažna vrata zunaj sveta malčkov, zato ker so stari, kot da bi bila ne vem iz česa. Ni pa prostornina prtljažnika, ki je razmeroma plitu nič posebenega, ki pa podreješ zice, je pa placa za, mislim, da 1000 pismo, zdaj pa ne vem več, 1200 litrov. A če me kakšna stvar mot, lej, ena stvar mi je šla pa res malo na jetra. Vsake to časa se je zgodilo, da si kufr čisto normalno, propisno zaprl, ampak se ni zaprl. Je kazalo, da je odprt. Čeprav je zaprt. Mislim, ni mi jasen, pa tudi če si, a veš, tudi zdaj ni rečen, da je. A pa še en podatek, ki bo mogoče malo presenetil. Kljub temu, da je od Impreze precej višji, moram priznati, da se v ovinkih bolj znajde. Predvsem se manj nagiba. Pa tudi na splošno k prijetni vozni dinamiki prispeva tudi tista klasična prednost Subarujev, ne? Bokserski motor pomeni, da je nameščen precej nizko, ker je taka njegova zasnova. Nizko težišče pa itak veš, da ugodno vpliva na to, kako se avto pele, predvsem kako gre čez ovink. Kar se ekonomičnosti tiče, Subaru obljublja porabo tam med 7 in 8 litri, moja izkušnja je nekaj višja, 8,5 do 9,6, 9,7, če sem bil zelo velik na avtocesti, predvsem pa če nisem nič pazil, kako vozim, pa je bila pa med 9,5 pa 10. Pa da nam prehude krivice delu, ne, na relaciji, kjer sem se povsem umiril, je bila poraba med 608 in 7,2. Pa na ceno ne smemo pozabiti, če še drži podatek, ki ga je Subaru lansiral, ko je ta avto prišel na slovenski trg, to je bilo, se mi zdi, da spomladi 2020, se špas začne pri dobrih 33 jurjih, če hočeš zbrati pa najbolj opremljen avto, je pa mislim, da tam je 37 jurjev. Nekaj tacga. Pa mogoče še za koga pomemben podatek, tale modra barva, za katero priznam, da mu fejst paše, to lahko dobiš samo, če si umisliš hibrida. Ok, jaz mislim, da smo zdaj vse te glavne reči obdelali. To je bil drugi vlog s Subarujem v letošnjem letu. Jaz navijam še za ta tretjega. Ajde, čau.